En prav lep pozdrav. Danes bom govorila o Ledger denarnici, potem kako projekte pogledam, v kaj vlagati in, na koncu bomo pogledali še en meme coin. Torej, Ledger denarnica je francoske izdelave, vse to v Evropi izdelujejo, je najbolj varna, noben še ni shekal zadeve, to je v bistvu, to je tole. To je zdaj moja testna denarnica, tukaj zgoraj ima gumbke, 2 gumbka, greš levo ali pa desno po meniju, ali pa če oba pritisneš, potrdiš ali transakcijo ali da se nekaj zgodi z Ledgerjem, karkoli, a ne. Nihče še ni vdrl v Ledger, denarnico, zdaj, če kdo to trdi, ni res, lahko sami to preverite. Res je to, da je, nekdo vdrl v sistem sam, kjer so imeli bazo podatkov, mailov od svojih uporabnikov, kdor je seveda pustil mail, Ledgerju, a ne. Vi lahko mail jim date ali pa tudi ne, po želji. In zdaj pač, tisti nepoučeni so dobili od skemerjev mail, da naj jim dajo side, da Ledger ne vem kaj hoče zdaj narediti oziroma pač zavarovati neke njihove, sredstva in naivneži so dali svoje side in so izgubili in so, izgubili, a ne. Mislim, ne vem, če je kdo bil, ampak lahko bi bil, no, pač toliko naiven, da bi dal side. Vem, da so pošiljali maile, ampak zdaj, če kdo na sidu, pa ne vem. Pri Trezorju vem, da so ljudje, ker so Američani, Trezor je ameriški, Američani so zelo naivni ljudje in vse dajo, vse svoje podatke, njim to noben problem. Evropejci pa, ostali svet smo pa dosti bolj previdni, no, pri teh stvareh, tako da mislim, da Ledger ni imel nekih večjih težav zaradi tega. Trezor je doživel pa zelo veliko tožbo skupinsko in je tudi izgubil, ker je, so ravno tako vdrli v njihov sistem, skemerji so to izkoristili, poslali ljudem, da naj jim pošljejo side, ne vem, zaradi česa, in seed fraze so ljudje res poslali in so seveda ostali brez sredstev. Ja, zdaj jaz imam Ledger Nano S Plus, sem zdaj dobila, to je testni, to je zdaj za delavnice, a ne, pač nas v soboto bo še zdaj poglobljena delavnica, v kateri bomo Ledger natanko pregledali vse, kako se dela z njim in tako naprej, tako da če koga zanima to in pa še ostale vsebine delavnice, se pravi, delali bomo konkretno z bitcoinom, konkretno z Ethereumom, z bridgeom iz, Ethereum omrežja na Polygon, kako se tam dela, kako testirate, kako preizkušate. V glavnem spodaj v opisu boste imeli imate link, na katerega kliknete, pridete na spletno stran od izobraževalnega društva, tam imate opisano, kaj v delavnici je, pa tudi, se lahko prijavite in, plačate, brez težav. S kriptom ali pa najboljše, najcenejše seveda SEPA nakazilo ali pa Visa, a ne, kartica. Tudi to je možno. Tako da po želji, če bi želeli s kriptom plačati, potem absolutno mi pošljite mail, ki je naveden tam, da vam pošljem naslov denarnice, kam pošljete, ali bitcoin ali Ethereum, tudi, Xen sprejemam, brez težav, a ne. Ostalo pa odvisno kaj, no, pač neke stvari so, ampak najrajši to, no. Ali pa stablecoine tudi, no. To USDC ali pa DAI recimo, ne, tudi to pride v poštev. Zdaj tako, je vseeno, je za začetek je fajn, katerega kupite, a ne, Ledger Nano S, ne, Ledger Nano S Plus ali pa, Ledger X ali pa še druge obstajajo možnosti, malo večje. Zdaj razlike med njimi niso tako zelo očitne, recimo z, NFT-ji lahko imate na vseh, s tem, da Ledger Nano najbolj osnovni, najcenejši, imate najmanj aplikacij možnih, na sami napravi, a ne. Pač v Ledgerju imate,
ko bi rekla, na blockchainu imate lahko kar hočete kovance, ampak tukaj gorih pa ne vidite toliko velika, ne. Razen pri Nano X ali pa oni zelo razširjeni verziji, ki sta dosti draga. Tam imate pa že na samem tej fizični napravi vidite zelo veliko teh kovancev, jih lahko namestite. Jaz recimo se tako znajdem, na ta najmanjšem je možno do 4 videti, drugače imate lahko kakor hočete gor, ampak vidite jih ne. In če recimo delam s kakšnim drugim kovancem, potem enega, ki ga ne uporabljam veliko, pač zbrišem aplikacijo z tele fizične naprave. Seveda na blockchainu še vedno to obstaja, nikamor to ni šlo, a ne. In pa namestim drugega, da ga vidim, in pa ponavadi to delam s Solana, pa ne vem, pač kakšen Bitcoin, recimo Bitcoina ne uporabljam zelo veliko, ampak samo nakupim pol to 100 let, da stoji gor na denarnici, in potem ga lahko umaknem dol, ne, iz te fizične naprave, in pol dam gor Solano, pa pogledam, če se še stejka, pa če to sploh še je možno kaj dobiti ali ne, ali whatever, ker imam na Ledgerju Solano, a ne. Jaz tega nimam na centraliziranih borzah. Zdaj tako, ponujate mi nekateri centralizirane zadeve, češ da nosijo veliko. Jaz sem šla gledat ene zadeve, ke ste mi zelo priporočali, ampak tako je 1%, 2%, do 5% maksimalno, slabše kot na Krakenu v bistvu, če daš depozit gor, a ne. Slabše v bistvu kot na Krakenu, je boljše Kraken uporabljati kot te manjše borze, a ne. Mene to zanima, tudi na Krakenu sem tako malo zaslužila, da je brez veze. V bistvu to moraš imeti res, res, res ogromen vložek in lahko daš na končni fazi, mislim, ko bo pač, če bojo banke kdaj te navadne malo bolj poslovale, potem lahko daš na banko, imaš tudi tam, mislim, do 1% obresti. Se da nekako dobiti, sicer zdaj mislim, da ni, ker z bankami sploh ne delam. Ampak ni smiselno, no. Recimo kovanci, pač decentralizirani sistemi, da sam vlagaš, je bistveno več prinesel. Zdaj recimo jaz, ko Xen mintam, meni to nosi zelo veliko, a ne, pa DB Xen imam zdaj. DB Xen mi zelo veliko nosi, vsak teden med 30 pa $50 na zelo majhen vložek, na zelo majhen vložek, res. To recimo sem že poudarila, v Xen sem do zdaj enih $600, nekaj takega vložila in niha tam cena med 16,000 zdaj za Xene, vse, ki jih imam, do 30,000 pride, niha cena, pač gor dol, odvisen je od ponudbe in povpraševanja, kaj se dogaja, koliko ljudje namintajo Xenov, koliko se jih proda, koliko se jih skuri, to je vse odvisno, to je od trga odvisno in to je meni všeč. To, a ne, ne da nekdo manipulira na centralizirani borzi. Zdaj centralizirane borze me ne zanimajo tudi zaradi tega, ker niso likvidne, tako kot banke niso likvidne. To je zelo velik problem. Decentralizirano pa pač moraš biti samo previden, da iz pravega bazenčka od privat ljudi vzameš. Če vzameš iz premajhnega, si lahko izgubil. Če plačaš po previsoki ceni, si izgubil. To pač samo znati moraš, naučiti se, in kdor želi se naučiti, imate možnost z mano, zdaj imam še v živo delavnice, kasneje, ko bom zasedena, jih ne bo več, v soboto prijavite se, vprašajte me, te stvari se bomo naučili. Poglejte vsebino in potem bodo še specializirane delavnice, a ne. Zdaj zaenkrat jih bom imela še v slovenščini, razmišljam tudi, ker me sprašujete, da bi imela v srbskem jeziku tudi to lahko posnamem, v angleškem jeziku bomo pa posneli s pomočjo umetne inteligence, ker jaz ne govorim dobro angleško in je to nesmiselno. In bo pač napisala bom besedilo, tako kot zdajle čvekam v slovenščini ali lahko tudi v srbščini.
čvekam, v angleščini ne znam tako čvekati, tako da bomo posneli in bomo objavili tudi te angleške za svetovni trg, ker grem počasi na svetovni trg, a ne. Za Slovence bom pa še vedno, zdaj, če ne bom imela časa v slovenščini snemati, brez skrbi, bomo naredili podnapise, tako da boste lahko absolutno zbrali slovenščino, pa boste spodaj imeli podnapise in boste videli, kaj govorim. Še vedno na tem istem kanalu bo, a ne. Dobro, zdaj Ledger, dajmo pogledati, jaz bi kar sharala screen, pa dajmo na hitro pogledati. Spodaj, nisem sharala screena. Spodaj v opisu boste imeli tudi povezavo, varno povezavo do Ledgerja, za nakup, a ne, ker jaz sem slišala, da ljudje kupujejo Ledger na mimo vrste. Ne tega nikoli narediti. Ne, 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 ne. Ne Ledgerja kupiti na katerikoli trgovini, tudi če je mimo vrste zaupanja vreden partner, a ne, oziroma trgovina. Ne od prijateljev vzeti, ne da vam nekdo kupi za darilo. Lahko vam kupi nekdo za darilo, ampak direkt iz tam, poglejte link spodaj, ki ga bom dala, direkt s tiste spletne strani francoske, kupite tam, oziroma če hočete nekomu za darilo, kupite tam in naj pošljajo pač na naslov tiste osebe, kamor želite poslati, sebi ali drugemu, da se da poštarju podpišete, da Ledger vidi, da ste res vi od tovarne do vas, da je to prišlo neodpakirano. To je zelo, zelo pomembna stvar, a ne. Samo malo, mislim, da imam še enega zapakiranega nekje. Ledger je, ja. Takole, a ne. Zapakiran, mora biti obvezno zapakiran, takole polvinil okrog, ne sme biti odprt in poštar vam mora to v roke prinesti, da vi podpišete, noben drug ne sme to, ne sme biti pošta odprta. Bog ne daj, a ne. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko nekdo to priklopi, vzame dol side in sid fraze in vam pobere vsa sredstva čez čas. To se dogaja zelo pogosto. Zelo pogosto. Slovenija je zelo znana po skemerjih, zelo znana je po lopovih. Imamo izjemno inteligentne ljudi in pa izjemno žleht ljudi tudi. Tako da pazite, no, pač smo v deželi, ki je čudovita in hkrati lahko zelo strašljiva. Ja, zdaj tole je Ledger Live. Ledger Live se lahko namesti seveda na računalnik. Jaz vam priporočam, da imate svoj računalnik, po možnosti Asus, ki nima kitajskih komponent, samo za kripto, ali pa vsaj, da naredite račun, drug račun v Windowsih ali v drugem operacijskem sistemu. To se bomo naučili na delavnici. Zdaj v soboto, tako da se le prijavite. Na telefon ga lahko, jaz sem ga namestila na telefon, Ledger Live, in pa tudi priklopila sem pač en poseben kabelček je, s katerim priklopite Ledger na telefon. Tudi to bom pokazala na delavnici in ta kabelček lahko pa kupite hkrati, ko naročate Ledger, imate tam v njihovi trgovini za telefon. Eni Ledgerji se z Bluetooth povezavo povezujejo na telefon, ampak jaz osebno menim, da je boljše preko kabla. Bluetooth se zna, če ste nekje v javnosti, znajo tudi hekerji vmes priti. Tako da pazite, če ne znate brati pogodbe, kar piše na Ledgerju, če ne znate razbrati, kaj piše na Ledgerju, a ne, pač
preden stisnete gumbek, da se s tem strinjate, potem boste zelo previdni, rajši dajte na kabel, ker jaz to vse preberem, a ne. Vsako transakcijo, vse preberem, da res so ta pravi naslovi, da res, da je ta prav gvej, vse, a ne. To ni tako preprosto, no, če hočeš biti res varen, pa da veš, kaj delaš, ne. Točno, da veš, da imaš zadevo pod nadzorom. Super dela, a zdaj, tale Ledger v bistvu tukaj jaz nimam še nič gor, zdaj na delavnici bomo delali, da bomo pošiljali, se pravi send, da se pošiljajo. Sem že naredila račune, Bitcoin pa Ethereum sem naredila. To se bomo naučili, kako se delajo računi, potem kako dobiš Bitcoin, Ethereum ali pa druge, a ne, pač to zdaj ta testni ledger je, zato, da bomo, preizkušali, a ne, tako da bom res v živo lahko vam pokazala. Potem lahko, prodajamo ali kupujemo preko ledgerja, se pravi, buy tukaj in sell, ne, lahko tudi prodaš. Zdaj ne vem, to moram probati, a se da, se lahko grem nazaj, back, pa sell, da vidim BTC, da vidim, če se da. Po moje se za evre ne da, no. Sell recimo Bitcoin, choose account, tole, continue. Choose provider, tukaj je treba providerja, v bistvu, se pravi, vedno Ledger izbira zunanje izvajalce, a ne. To Ledger ni borza, Ledger je denarnica, ni borza, oni sami znotraj imajo sicer swap, lahko se menja, tako da je na polno borza Ledger postal, ampak če hočete kupiti ali pa prodati, morate pa to, pri zunanjih partnerjih. Zdaj jaz vedno, za Ledger izberem, zdaj dve varianti sta, znotraj Ledgerja izberete, to ponavadi je malo dražji za plačati, a ne, provizija, ali pa da priklopite recimo Uniswap ali pa OneInch na Ledger, skonektate zadevo in potem preko Uniswapa direktno, a ne, pač kupujete ali pa prodajate zadevo ali pa menjate, a ne. Ker meni je to, cenejše, pa ugotovila sem tudi, če vmes uporabim MetaMask kot bridge, da je še cenejša transakcija, a ne, ker je treba, zdaj začetniki ponavadi ogromno denarja zapravijo za transakcije in za te stvari, ker tega ne znajo, a ne, in to se bomo mi zdaj na delavnici naučili. Coinfinity, okej. Tega moram reči, da ne poznam. Coinfly, okej, dobro, Coinfly. Evo, dobra novica. Se pravi, lahko bi recimo Bitcoin ali pa katerikoli, kovanc, ki ga imam, prodala za evre in, imam evre. Zdaj tako, jaz sem tukaj, dobro, to je res odlična novica, tega nisem vedela, zato sem tudi kupila te ledgerje, zato da preizkusim, da, ker sem tudi tukaj se prijavila, v bistvu svoje podatke sem dala noter, to pomeni, da sem šla v centraliziran sistem, ampak, ni drugega, ne. No, poglejmo še tole, buy, recimo tudi lahko, Coinify, no, whatever. Zdaj lahko pa tudi druge providerje, zdaj tukaj izberem, da sem iz Slovenije, zato da mi bo dal Slovenija. Da sem pa jaz nekaj naredila narobe, samo sekundo. Izklopila sem si, prej, ko sem priklapljala kamero, sem si izklopila tipkovnico. No, daj, priklopi se. Zdaj pa bo, Slovenija. Vedno noče. Ja.
še vedno ne, samo sekundico. Toliko imam teh USB-jev in vsega, da pa zdaj pa bi moglo biti. No, Slovenija. Back. Ne, Manik mora biti tudi Slovenija. Ziher je. Poljska, Švedska. Ko vem, da sem jo že našla. Slovenija sem. Choose currency. Evro. Dajmo probati. Evro. Evo. No, to bo pa šlo zdaj. Plačam z evri. In dobim recimo Bitcoin ali pa whatever, lahko zberete katerokoli drugo, ne vem, pač stablecoin ali pa, temu se izognite, USDT-ju se izognite. Novost, ni zdaj samo USDT, zdaj je zdaj je EUR-T, a ne, se pravi Tether, Euro-Tether. Izognite se temu. Izognite se. To so privatne zadeve, ki so, v bistvu zadnji ni nekega pula in zadnji so ljudje, ki so znani kot skemerji. In lahko dela ali pa ne, tale Tether. Lahko dela ali pa ne, lahko izgubite. Jaz s Tetrom ne delam, no. Z nobenim Tetrom. Evro, ne vem, pač damo 10 evrov, to je premalo, drugače fajn 50 plus, ne, če hočete karkoli narediti, potem dobite toliko bitcoina in bla bla, v glavnem confirm. Zdaj pa tukaj lahko z Viso, Mastercardom, tudi bančna transakcija, vse živo imate, tako da je Ledger, za mene je zdaj Ledger res postal neki best of the best, z Ledgerjem samo še delam. Dejansko z Ledgerjem, zaupam mu, leta in leta že z njim delam, nobenih težav, nikoli, dejansko nikoli, tako da odlična podpora in sam, dajte, ko ga dobite, dajte spraviti tiste sit fraze, pa dajte si zapisati, prosim, PIN, ki ga noter vtipkate, to je tako kot PIN od kartice, če izgubite, rabite drugo kartico. In če izgubite PIN od Ledgerja, lahko Ledger vržete v smeti in kupite drugega, ne. In če nimate sidov, ste izgubili vse skupaj za zmer. Vse skupaj za zmer. Decentralizirane finance pomeni, da ste sam svoj bankir in da morate skrbeti za to. Pika. Evo, in to se bomo seveda naučili na delavnici. Okej, potem imamo kaj? Swap, to pomeni, da lahko znotraj Ledgerja, ampak kakor jaz vem, samo malo, dajmo probati. Ethereum, sorry, vem, da nimamo nič bitcoina, v Ethereum, to bomo probali, moram si poslati nekaj gor denarja, če je kdo toliko dober, dajte mi kaj donirati, ali bitcoin, ali Ethereuma, ali karkoli, lahko tudi stablecoin, donirajte, spodaj v opisu imate naslove, kamor lahko donirate, da jaz lahko vam snemam tole, a ne, pač pomagali mi bo, no, ker to bom itak za vas snemala, pa za delavnice bo, a ne, pač to je testni Ledger, ki sem ga financirala s svojim denarjem. Potem imamo kartica, ne. Zdaj jaz sem tukaj login, jaz sem vse pač podatke dala noter, verificirala sem se, tako da se lahko zlogiram. Pa vedno dajte international, ne uporabljati ameriških stvari, zaradi tega, ker mi smo v Evropi, Američani imajo dosti regulacij in ful omejitev, tako da to je kar grozno. Okej, zdaj pač, samo sekundo. To je moj mail, če kdo gleda. To je služben mail od društva, tako da lahko komot. Upam, da sem si zapomnila, točne bom mogla.
pogledati. Ne, ni prav. Samo moram pogledati, kater je. Aha. Eno stvar nisem. Geslo sem si pač zapisala, kakor ste videli na papirček. Okej, zdaj moram pač iti v mail. V mail pa bom šla na telefonu, da ne kažem tega. Se pravi 8. To so dvostopenjske verifikacije, kar zdajle delam, in to se bomo tudi na delavnici učili, ne, kaj to pomeni, s čim to delamo, kako namestimo, kako uporabljamo, kako varno shraniti. Aha, tole je tole je Google avtentikator. Zakaj sem si to naredila? Ne zato, da si otežujem življenje, ampak zato, da ne more noter vdreti mi heker, a ne. Kartice Ledger imam tukaj na telefonu, evo, dvostopenjski avtentikator, in zdaj prepišem. Aha, ne, on mi hoče zdaj, pa saj jo imam, kaj je to? Saj jo imam. Zdaj ne bom kar klikala kar nekaj, ker prejle sem se še lepo noter. Da ne bom si povozila kaj, ker sem to že vse naredila. No, takole se pol hecaš in pol moraš ugotoviti two-factor stronger. Saj imam, kaj je to? Imam, jaz to imam. Nekaj sem mogla narobe narediti, kakor vidite, a ne, pač če takole se zapletam tudi jaz, a ne. In pol ne razumem, ker tole je, zdaj če bom povozila nekaj, kar sem že zapisala, pa da ne bom novega zapisala, sem, saj veste kje, in ne bom mogla noter, a ne, in vprašanje, če bo pol tole še kaj uporabno, zato moram zadevo narediti zelo previdno. To bom potem, ko snemam, potem bom tole pogledala, kaj je zdaj, zakaj nisem prišla noter, in te težave pol jaz tudi posnamem in vam povem, kako se to reši. Dobro, v glavnem, ker jaz sem že tukaj noter, nič hudega. To bom rešila oziroma bomo tudi na delavnici tole delali, kar tule noter, zato bom pustila, tako da vam pokažem, kako se te stvari naredijo, a ne. Dobro, po mojem, že vem, kaj je narobe. Tulele nisem tega naredila, ampak sem na enem drugem ledgerju, zato sem jaz mislila, da pač okej. Nič hudega, vse v redu. Torej tole bomo delali na delavnici. Pridite tja in vam pokažem zadevo. Naslednjič bomo pa že vse to znali. Dobro. Discover, tukaj to je fino, recimo tulele, jaz sem tale link, sem jaz vam dala spodaj, a ne, da varno pridete do ledgerja, in tale moj link, ke je spodaj, ko kliknete, ko pridete gor, jaz nekaj malega za to dobim in vi tudi, a ne. In narediti, tole bomo tudi delali na delavnici, kako narediš ta račun in kako to potem služiš, pač prijateljem pošlješ, pa oni kupijo, pa ledger, pa dobite vi 10 evrov bitcoina, pa on dobi pa tako, a ne. Jaz sem dobila zdaj že ene 60 evrov bitcoina približno, kar ni malo, ne, to ni malo denarja. Dobro. My ledger, čakaj še accounts, tu so pač računi, zdaj jaz sem 2 ustanovila, tule gor se jih dodaja, kako točno se to dela, pa kako s tem ledgerjem gor namestiš, to bomo delali na delavnici. Potem tukaj lahko pogledate, koliko stane kateri, pač grafe in te stvari.
lahko kar s tem gumbkom kupite ali zamenjate. Zdaj pa bog ne daj tale Ethereum stekati, zato ker to še ni narejeno, ne. Ne tega delati. Ethereum za zmer ga boste izgubili, ker tole obljubljajo že ne vem koliko let, da bojo ta stake, ker to se skuri. Ethereum se skuri in pol naj bi ga vi nazaj dobili, ko bojo to aplikacijo sploh naredili. Vitalik Buterin in ostali. To še ni narejeno. In če nikoli ne naredijo, nikoli ne boste več nazaj dobili Ethereuma, ne. Tako da to boste res previdni, a ne, za tale stake. Sedaj, če kaj opozori, ke Kraken opozori, ne. Kraken napiše, da lahko stejkaš, da je možno, ampak da se zavedaš, da ga boš dobil nazaj šele, ko bo to narejeno, ne. Evo, takole, v glavnem, kaj je še možno? Evo, tale Kozmo je možno stejkati. Dobro, zanimivo. Ampak dajte, preden to karkoli kliknete, naredite, jaz se vedno pozanimam. Grem na internet, rabim 2, 3, 4, 5 ur, da se pozanimam in da ne naredim kar nekaj, no. Pa pol ne moreš nazaj, pa pol kličeš okrog, da te nekdo rešuje, pa te slabi ljudje še oskubijo zraven. Okej, portfolio je to pač, da vidiš tulele gor, jaz nimam še nič, a ne, pač, če bo kdo kaj poslal, super, bomo imeli, če pa ne, pa ne. Bom spodaj dala, no, da kam lahko donirate. My Ledger, zdaj bom pa morala, zdaj Ledger imam priklopljen. Ja, zaklenjanje. Zdaj pa PIN rabim najprej, a ne, ki ga seveda ne bom povedala. Imam ga zapisanega, zato ker imam več Ledgerjev in več PIN-ov. Takole, 2 sem že. Jaz kar vseh 8 naredim, zaradi tega, da je čim težje vdreti noter oziroma da je nemogoče vdreti noter. Ali pa če kdo fizično dobi tale moj Ledger v roke, 3-krat bo poskusil, in ta 3., ko ne bo mogel, bo Ledger za v smeti, ker se bo zaklenil za zmer. In kaj pol narediš? Kupiš drugega in side noter povlečeš. Zdaj moram, a vidite, takole, ne, zdaj moram dovoliti. Allow, takole. Evo, zdaj bo, vidi se gor na monitorju. Takole, kakor vidite, zdaj na Ledgerju imam naložen Bitcoin pa Ethereum, ne. Bitcoin pa Binance. Binance sem si naložila. Imam še, zdaj glede na to, da jaz imam Ledger Nano S plus, ne, malo dražji, imam več možnosti, da se tule gor naloži. Tem čisto navadnem so približno 4, ne. Ampak nič hudega, tole zbrišete dol, ker na blockchainu še vedno ostane, date drugega gor, pa vidite drugega, če delate z drugim veliko, a ne. Jaz si potem samo na listek zraven Ledgerja napišem, kaj vse noter v tem Ledgerju imam, da ne pozabim. Če pa pozabim, pa če izgubim listek, to se tudi zgodi, grem pa na blockchain pogledat, kaj jaz v tej denarnici vse imam, a ne. Tako da včasih vidim tudi kakšne airdrope, ki eni so v redu, eni pa ne, eni so pa skemerski in tisti bog ne daj odpreti, ker lahko vse izgubite sredstva, a ne. Tako da tudi to bomo v eni od specialističnih delavnic, vam bom to vse razložila pa povedala. Ja, no, to je Ledger, zdaj bi pa jaz šla kar naprej na tole. Ne, najprej tole. Tole pač nekdo mi je poslal, pa je rekel, da pač je vložil v tole zadevo. Zdaj, zakaj jaz ne bi v to nikoli, takih projektov je res ful dosti, a ne. Zdaj, kako bom pokazala, kako grem jaz, že ime samo je kar nekaj v bistvu. Kar nekaj na čustva deluje in tudi slikica, to so vse čustva, to je že zelo, zelo, zelo slabo znamenje. In login.
Pa če piše, da je decentralizirano, nekje piše, da je to decentralizirano, zakaj login? Noro. A ne, zakaj bi jaz mogla dati svoj podatek, že mail, mislim, halo, zakaj, če je decentralizirano, to je že zelo, zelo grobo kršenje prvih principov kripta. To smo se zdaj na prvi delavnici učili. To niso prvi principi kripta, zato morate vi razumeti osnove kripta, da veste, kaj je v redu, pa kaj ni. Ker če tega ne razumete, potem lahko skačete od projekta do projekta, ljudje vas prepričujejo, tisto, kar je najbolj prepričljiv, boste mu nasedali in boste vložili in nič. Ker tole, zdaj, teli kovanci, da skrajšam majhen, bom pokazala. No, jaz grem to pač pogledati. V bistvu to klep mogel biti, če bi bilo res v redu, bi mogli, klele piše, da so decentralizirane, to je nemogoče. Če login je nemogoče, ne. Zdaj, tukaj je vse narejeno na nekem marketinškem principu, ne, in če kliknemo gumbek, takole, evo, imate obrazec, to cookies allow, okej, to je v redu. Imam obrazec, kjer zahtevajo moje podatke. Halo, same rdeče, ne, halo, mobilni telefon, noro. To ni, jaz recimo, jaz že takoj grem stran, ne, ampak vam bom pokazala, kaj vse se še pogleda. Zaradi vas v bistvu bomo to pogledala, ne. Vavčerji, to pomeni, da vi nekaj vložite, da boste enkrat v prihodnosti nekaj dobili. Se pravi, ta kovanc ne obstaja. To ne obstaja, tega ni. Na Photoshop, to vse kao bo, ne. To še nič ne obstaja. Nič ne obstaja, ne. Okej, pa imamo neki dve luštni punci, to je spet marketinška strategija, kako tole pač ljudi pritegniti, ne, lepe punce dati gor, to je najbolj fajn. Okej, zdaj najboljše iti potem tudi Discord, Twitter, pogledati, kakšni ljudje so tam, malo z njimi chatati, da vidite, za kaj gre. Pa vse tole seveda prebrati, a ne. Sploh te pravne stvari, kar je pisalo spodaj, pravne zadeve. Prebrati, zdaj pa gremo pogledati pa resources about us. To je prva stvar, ki jaz pogledam. Kdo so ljudje zadaj, če sploh so navedeni, a ne. Tukaj je zgodba, to me čisto nič ne zanima, vizija da, me zanima. Evo, to niso prvi principi kripta, ampak njihovi. Od teh ljudi, te familije, ne, ko bo zdaj probala v svojo familijo potegniti še druge ljudi in zdaj kakšni so njihove namere, pa ne vemo, ker jih ne poznamo. Zdaj tukajle imate te ljudi, ki so zadaj, ne. Okej, Nebojša Katič, evo, to je, ne vem, Srb ali pa Črnogorec. Potem so drugi ljudje, Jelena Katič, to je ziher kakšna sorodnica njegova, drugi ljudje, to je treba vse preveriti, kdo so ti ljudje, kakšno ozadje imajo, kje so delali, s kom so v navezi, vse, a ne, in evo Slovenec, Blaž. V redu, čim je slovensko ime, kakšno jugoslovansko, je treba kar fajn preveriti, no. Fajn preveriti. Lahko da delam krivico tem ljudem, ampak to so rdeči alarmi. Zaradi česa je treba tole fajn preveriti, ne. Evo, in zdaj, če bi bila to resna stvar, bi najprej na prvo mesto dali kaj? White paper. Jaz do zdaj tega nisem našla, ne vem, solutions, jaz ne vidim nič, NFT-ji, benefits, withdrawals, ne vem, pač. To meni res tokenomika, evo, to je pa zelo pomembna stvar. In to je treba, zdaj pa da vidimo, tule je samo bla, 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 evo ga white paper. In tule ni nobene matematike zadaj, to je zelo sumljiva stvar, nobene matematike, nobene kode. Pa pogledati white paper.
bravo, lejte, kako nam majhno nekje je. Jaz sem to najprej iskala, ampak smo našli. White paper, pa poglejmo, kaj je. White paper, luškana slikca, ki nam nič ne pomaga. In to je narejen čist oblikovalsko, marketinško, krasno. Dajte, ko dober projekt iščete, mora biti zelo preprosto. Dejstva. Ne rabite teh umetnin. Ne. Jaz samo bežim od takih projektov stran, ne. Samo bežim. Evo, zdaj kater problem rešujejo, preberite si, če vas to zanima. Ne bom dajala tega dol, ker mi ta projekt ni v redu in jaz mislim, da je scam. Solutions, rešitve, ki jih ponujajo, v redu. Platforma, cloud mining, zdaj, to je treba dobro prebrati, tule jaz ne vidim res nobene matematike, nič kode ni, ne vem, a to dela ali ne, in nimaš nobenega testneta. Nobenega testneta ni, ne moreš probati. Jaz se takih stvari sigurno ne grem, a ne. Ekonomika. V glavnem, nekje mislim, da sem celo zaznala tole, da je treba vnaprej plačati pač. NFT, v glavnem, tule so že neke cene določene, vnaprej, a ne. To je pa končni rdeči alarm. Ne morejo biti na trgu cene določene, to je totalno centralizirano, vodeno in to pomeni, da ljudje vložijo noter, ko bo hype, oni poberejo ven, zaključijo stvar. Zaključijo, konec, ljudje izgubijo in to je to. In se umaknejo in nikome ništa. Res. To je konec. To je za mene konec, a ne. Dobro, toliko, da veste. Potem, evo, tule druga stvar, jaz se opravičujem, ker ste me za tole, to bom kar ugasnila, ker je brez veze. Torej, Ultron, a ne. Jaz sem to dolgo časa opazovala, tole zadevo. Ultron samo malo, nekaj sem imela. Tole ni ta prava zadeva. Malo sem izgubila stvar. Ultron, to sem samo neko domeno, samo majčkeno, če bom tulele, tulele sem imela ga, Ultron, tole. Tole ste me spraševali, a ne, pa če sem to opazovala, to je, bom razložila. Eni so vlagali vse noter v to, ker so verjeli, da je to nekaj najboljšega na svetu. Zdaj, to je mreža. Ultron je mreža. Jaz, če odprem MetaMask, vam bom pokazala, ker sem tole šla proučevat. Mask, takole, evo, Ultron, vidite, tukaj gor, to je Ethereum mreža, jaz sem pa dodala še Ultron. In to je ta mreža. Zdaj, dajmo pogledati razliko. Ne, če grem na Ethereum, vidite, lahko kupujete, lahko pošljete, lahko swapate, se pravi, iz enega kovanca v drugega. Imate bridge, lahko greste most preko omrežij, a ne, ni da ni. To Ethereum omrežje je eno največjih omrežij sploh, če ni največje, mislim, da je največje, a ne. In zakaj je fora? Fora je v tem, da ima uporabnike, ima gor, mislim, pač stvari se dogajajo in res, da je slaba mreža, zelo slaba, da lahko zelo veliko izgubiš, da je Bitcoin mreža dosti boljša. Ampak vseeno je boljše uporabljati to kot Ultron. Zakaj? Pojdimo pogledati Ultron. Ultron, kje si? Ethereum Fair, imam zelo veliko. Ultron Mainnet. Ultron, evo ga. Ultron. Poglejte, ne morete nič kupiti, lahko samo pošljete, ne morete menjati, nimate bridgea. Kaj to pomeni? To pomeni, isto je, recimo, če gremo pogledati druge manjše
mreže. Dajmo pogledati Binance. Binance ima isto. Zato jaz Binance ne uporabljam, zelo redko. Binance je zelo nelikvidna mreža. Isto, majhna, nelikvidna mreža. Veliko ljudi to uporabljajo, sploh skemerji uporabljajo Binance mrežo. Jaz je ne. Nekaj sem ksenov na Binance naredila, ker je full laufa tam, ampak predvsem uporabljam Ethereum mrežo. Ethereum Wrapped, Mainnet, to je pa prejšnja Ethereum mreža. Zdaj je Proof of Stake, to je Proof of Work, Ethereum. Glejte, še prej je bila ogromna mreža to, zdaj majhna, isto, nič se ne da. Nič se ne da, dejansko ne. Polygon, poglejte to. Polygon ljudje zelo veliko uporabljajo. Polygon je ena večjih in stabilnih omrežij. In na Polygonu se bomo mi tudi učili delati. Ker je ful poceni mreža, zelo poceni mreža in se da krasno učiti na Polygonu. In jaz se na Polygonu kar učim. Če nekaj mi ni jasno na Ethereum omrežju, grem na Polygon in se tam naučim, ker zapravim nekaj centov, boljš kot na Ethereum mreži, ker zapravim lahko nekaj 100 evrov, če se zafrknem. To sem vam hotela pokazati. Ultron je majhna mreža. Jaz je ne bi uporabljala. Jaz ne bi vlagala v to. Ne. Ima zelo malo, mislim, narejen je fajn, vse v bistvu pač tako kot druge mreže, lahko da bo zrasla, ampak zdaj zaenkrat v tole, če vlagate, dajte zelo malo. Zdaj ima bridge, kar je zanimivo, na Ethereum mrežo, na Binance, tole je Fantom, Polygon pa Avalanche. Zdaj, jaz verjamem, da kdorkoli dela s to mrežo, so zelo nizki ampak verjetno tudi vrednosti, ki so tukaj gor, so majhne. Zdaj, Jack Levin ni šel s ksenom na to mrežo, kar je za mene dosti jasen znak, da je to majhna, nestabilna mreža. Ker Jack Levin je šel ker ksen kamorkoli pride, če je mreža premajhna ali nestabilna, da ima premalo uporabnikov ali ni dobra koda, jo ksen rasuje. Čista, Zato je šel Jack Levin ksenom samo na boljše mreže. Tiste, ki so res v redu. In prva je sigurno Polygon. Najprej gre na Polygon, potem pa gre še na druge. Se pravi Ethereum, Polygon in še druge, potem osvoji. Tako da to sem vam hotela pač povedati, da morate malo več vedeti oziroma se pozanimati, imeti širšo sliko. Fajn je, da me sprašujete, jaz sem zelo vesela na mojih delavnicah v živo, pa seveda dobite veliko več in pa konkretne odgovore na vaše vprašanja. Evo, klema, vidite, to mi je fajn, da pač vidi se, da je to poštena mreža, da je v redu, da ni skemerska karkoli, imajo white paper, light paper, tokenomiko, to so najbolj pomembne stvari. Stvar je definitivno decentralizirana, to sem ugotovila, da je, ne vem pa, koliko ima rudarjev. To je pa pač treba, pa nisem šla toliko v podrobnosti, koliko pač ljudi se ukvarja s tem, koliko vozlišč ima. Če gremo white paper pogledat, malo na hitro, Ultron, white paper, vidite, zelo preprosto, luštno, jaz sem oblikovalka, ampak nočem videti tistih fancy zadev, ker je to za mene scam. Evo, takole jasno, pač zelo jasno, kaj je vsebina. Sicer je dosti obsežen ta white paper, ponavadi niso. Tisti, ki so res dobri, niso toliko zelo obsežni. In tukaj imate roadmap, se pravi, kako bo šlo po letih to, tako da lahko dajmo pogledati tokenomika, nekaj mora biti tale tokenomika. Kje sem zdaj?
White paper, Ultron. Genomika. Dajmo pogledati, če imajo oni to malo boljš narediti. Za razliko od tistega prej, no. Tisti prej pa res, če mene vprašate, je tisti scam. Scam, čisti scam. Tokenomika, ja, to pač čarti, koliko kdo kaj dobi, tukaj pomeni funkcionalnost, kako dela koda, ne. Tukaj je zelo na easy napisan, kdo pač v procentih, kdo kaj validatorji, koliko dobijo, razvijalci, tukaj tudi razvijalci dobijo, ne, na Ultronu, ke drugje ni tega, ne. 55% tisti, ki bojo NFT-je stekli, to je zelo zanimivo, tega ni nikjer drugače za videti. Tim pa dobi 10%, to mi pa ni všeč, a ne. To je skregano s prvimi principi kripta in decentralizacijo. Se pravi, da vse, kar se dogaja, kar mi plačujemo na tej mreži, gre pač s temu. Zdaj stakerjem gre zelo malo, 4%, to je ful malo. To je zelo malo drugače, a ne. In ni glih, ne vem, meni ni fer, no, tole kar ni mi fer. Ni mi fer tole, tako da jaz se sigurno ne bi odločila za vlagati v takšno mrežo, a ne. Kupci, tokenomika, tule pogrešam spet, kodo. Pogrešam kodo, oni imajo drugače testno mrežo oni imajo, tako to sem videla, da je, tako da to je v redu. Rewardi zdaj, če to res, a ne, zdaj, če ne vidiš kode, ne veš, a je tole, kar tule piše, res. Ne moreš preveriti, tako sem se jaz pri Heksu nasankala, ke nisem tega znala preveriti. V bistvu, ne. No, tako. Dobro, dovolj tega, gremo pa zdaj še naprej. Evo, tole. Tole pa za šalo. Tole bolj za šalo, ne priporočam ničesar, tudi tega ne priporočam. Zen-Dodge je naredil razvijalec, ki je zelo zanimiv, imate Youtube, videe z njim posnete, naredil pa zato, tole je slikica, dejansko animacija, enega kužka, ki ga je Jack Levine posvojil v enem parku, in on je naredil to charity kovanec, se pravi dobrodelni kovanec, je pa meme coin. Kaj pomeni meme coin? Da pač nima neke funkcionalnosti, ampak samo pač, kakor ga bojo ljudje imeli radi, ne. Pa če bojo vlagali ali ne, cena niha gor dol, ima pa zanimivo funkcijo, in sicer kuri ksene. Se pravi, je deflacijsko sredstvo za ksen, kar je super, in pa en del zaslužka gre za dobrodelne namene. Ni povedal, kam, ampak je rekel, da pač naj mu zaupamo, da bo to šlo res verjetno za kakšne živali ali kaj takega, ni pa povedal. Je rekel, da bo šlo za dobrodelne namene. Tako da, če kdo hoče, zdaj tole še ni lansiran, tole bo. Jaz bom nekaj ksena skurila za tole in pač nekaj kovančkov bi rada imela, ker recimo, Pulse Dogecoin sem dobila, v bistvu zato, ker sem žrtvovala stvari, sem ga tako dobila in je zdajle vreden že, ne vem, čez jurja, tisti, ke ga imam, tiste coine. Tako da, zanimivo, ne, pa je isto tako meme coin, a ne, dobesedno, a ne. Včasih se splača tak meme coin imeti na denarnici naslednjih 5-10 let, če dela dobro, dobiš veliko, če bo vmes crknega, pa pač nimaš nič, a ne. Tako da, tole je recimo zelo dobro narejen white paper, pri temu je sodeloval Jack Levine, pregledal je kodo, rekel, da je tole dobro, to je njegov kuža. In v glavnem, vidite, tukaj vse, kako mehanizem dela, a ne. Opis mehanizma, mislim, da kode tulele tudi ni, ne vem, dajmo pogledati, če koda je. Evo, tadadam.
Inclusion. Ni kode. Je pa rekel, da je ful mal kode. Ni. A je tole? Ne, ni. Je to koda? Okej. Zdaj lahko, da ima kje drugje kodo objavljeno. Fajn je, v bistvu ni fajn, da ni kode noter. V white paperu mora biti koda. To je recimo že Satoshi naredil, da je kodo dal noter, a ne. Evo, tako da vabljeni na delavnico, ki bo to soboto od 10. do 13. ure, prijavite se. Skupaj boste z mano, delali bomo skupaj, zato da boste lahko varno in dobro pač vlagali v kripto, da boste razumeli. In ta delavnica ni čisto za začetnike. Morate že poznati neke osnovne začetne stvari, tako da pač začetno delavnico bom tudi še imela in v živo, ne vem točno kdaj, čez kakšen mesec verjetno, začetno. Tole zdaj je pa malo višji nivo, se pravi, da razširimo tisto začetno znanje, ke sem povedala, kako pa kaj. Osnove imate tudi prejšnji video, imate link do začetne delavnice, si poglejte, kaj je vsebina začetne delavnice, in ta je pa nadaljevalna, kar pomeni, da delamo čisto praktično to, kar sem povedala, a ne. Bojo pa še delavnice specialistične za vsako stvar posebej. Za Bitcoin posebej, za Ethereum, za denarnico Ledger posebej, za čisto specialistične, ampak tam je pa treba tudi že poznati osnove pa imeti že Ledger pa tako, a ne. Na tej delavnici ni treba, da še imate Ledger, lahko se naučite samo, vam pokažem, pa ga pol kupite. MetaMask pa itak lahko vsak sname dol, pa bomo to skupaj naredili. MetaMask pa lahko tudi Atomic Wallet, a ne, zaradi tega, da vidite razlike. Lep pozdrav, fajn bote, se vidimo pri naslednjem videu. Čau, čau.